Pa poglejmo, danes se podajamo na eno res neverjetno potovanje skozi evolucijo igričarstva. Od tistih, veste, preprostih škatel, ki smo jih priklapljali na televizor, pa vse do sile, ki danes preoblikuje naše domove in mogoče, ampak res mogoče celo našo prihodnost. Ok, za začetek ena sama številka. 184 milijard dolarjev. Ja, prav ste slišali. Toliko je vreden globalni trg videoiger v letu 2024. Sliši se ogromno, ne? Ampak počakajte, šele ko to postavimo v kontekst, res vidimo, zakaj gre. Ja, točno to. Igranje iger, da ste že dolgo ni več samo nek hobi. Postalo je vodilna sila v svetu zabave. Po ekonomski in kulturni moči danes presega Hollywood in glasbene lestvice, in to skupaj. In to nas prepelje do ključnega vprašanja, kaj ne? Kako za vraga smo prišli od nekaj premikajočih se pikslov na zaslonu do nečesa, kar je tako vplivno? Poglejmo si to pot, korak za korakom. Vse se je začelo z eno čisto preprosto idejo. Tiste zgodnje konzole, veste, niso bile samo naprave za zabavo, pravzaprav so bile prvi portali, vrata v popolnoma nove svetove, ki so obstajali samo na zaslonu. In omejitev je bila samo domišljija tistih, ki so jih ustvarili. In tukaj vidimo, kako se je ta portal širil. Vse se začne s Pongom, ki je odprl tista prva digitalna vrata po igralnicah. Potem pa bum, Nintendo prinese ta portal v milijone dnevnih sob. Nato pride PlayStation, ki s prehodom na CD-ROM omogoči, neverjetno globino. 3D svetovi, kompleksne zgodbe. In na koncu Xbox Live, ki vse te portale poveže v eno samo globalno mrežo. Z vsakim korakom je izkušnja postajala bolj prepričljiva, bolj potopitvena. In s tem pridemo do naslednje faze. Portal, veste, ni več samo tisto, kar je na ekranu. Razširil se je in preoblikoval fizični prostor okoli nas. Naš dom ni več samo prostor za igranje. Postal je pravo središče, komandni center za celotno digitalno življenje. In ta kontrast, ta je res neverjeten. Se spomnite sedenja na tleh pred televizorjem s kontroljerjem v rokah? No, danes je to praktično preteklost. Igralni prostor je postal pravi kokpit, komandni center za celotno digitalno življenje. In poglejte tole, to ni več samo miza in stol. Govorimo o več monitorjih, za res širok pogled, o specializirani periferiji, ki se fizično odziva na dogajanje v igri, pa celo o pametni razsvetlavi, ki celotno sobo spremeni v nekakšen podaljšek igralnega sveta. Ne gre več samo za igranje, ampak za popolno potopitev, kjer se meje med tem, kar je resnično in kar je virtualno, začenjajo, brisati. In tole briljantno ponazarja moč teh komandnih centrov. Niso več samo za igranje v samoti. Postali so epicentri za čisto nove oblike družbenih dogodkov. Koncerti, druženja, kjer se na virtualnih odrih zbirajo milijoni. No, in zdaj pridemo do res ključnega preskoka. Ne gre več samo za to, da konzumiramo zabavo. Naši domovi postajajo pravi laboratoriji za ustvarjanje in inženiranje novih realnosti. Mi postajamo ustvarjalci. Tehnologija je danes na točki, kjer je virtualno skoraj nemogoče ločiti od resničnega. Samo poglejte tole. To je prizor iz demo posnetka The Matrix Awakens, ki teče v realnem času. To ni nek vnaprej snet film, to je interaktivna izkušnja. Meje med svetovi se dobesedno brišejo pred našimi očmi. In tukaj vidimo pravo razliko v razsežnosti. Pomislite na Disney, ustvarjajo neverjetne fizične svetove, ampak vedno so omejeni. Zakoni fizike z vremenom, stroški. V virtualnem svetu pa teh omejitev preprosto ni. Obseg je praktično neskončen. In to nas pripelje do te ideje, demokratizirani imagineering. To je izraz, ki ga je sicer populariziral Disney, ampak pomeni združevanje domišljije in inženiringa. In kaj to pomeni za nas? To pomeni, da tista ustvarjalna moč, ki je bila nekoč rezervirana za ogromne korporacije, danes pripada vsem. Orodja, kot so Unreal Engine, Unity, dostopni 3D tiskalniki, vse to omogoča, da prihodnost gradimo kar doma, v lastni garaži. In to niso več samo neke teorije ali sanje. Poglejte ustvarjalce, kot je Hacksmith. Ljudje po vsem svetu znanstveno fantastiko spreminjajo v resničnost. Tisto, kar so bile nekoč samo filmske sanje, danes postaja, resničen inženirski projekt v domači delavnici. Pa poglejmo še malo v prihodnost. In kako se vse te niti povezujejo. Tisti portal, o katerem smo govorili, ne stoji več ob strani kot nek ločen svet. Začenja se raztapljati, združevati z našo fizično realnostjo. In meje med digitalnim in resničnim,
te izginjajo. In to je nekako tehnološka pot, po kateri očitno hodimo. Začne se z VR in AR naglavniki, ki postavljajo digitalne objekte v naš fizični svet. Naslednji korak – haptične obleke, ki omogočajo, da virtualni svet dejansko občutimo na telesu. In končni cilj – verjetno nevronski vmesniki, neposredna povezava med umom in strojem. Seveda pa, taka prihodnost prinaša tudi resne izzive. In teh ne smemo kar tako ignorirati. Vprašanja so velika. Kako bomo zaščitili zasebnost, ko bodo naša telesa in mogoče celo možgani neposredno povezani z mrežo? Kako se izogniti odvisnosti, ko virtualni svetovi postanejo bolj privlačni od resničnosti? In seveda, kakšen bo okoljski vpliv vseh teh ogromnih podatkovnih centrov, ki bodo poganjali to novo realnost? Torej, ko vse skupaj povežemo, dobimo eno precej jasno sliko. Naši domovi se spreminjajo, niso več samo bivalni prostori. Postajajo interaktivni ekosistemi, kjer se prepletajo zabava, ustvarjanje in delo na načine, ki so bili še pred kratkim popolnoma nepredstavljivi. In s tem pridemo do konca in do zadnjega, morda najpomembnejšega vprašanja. Portal je odprt, tehnologija nam je odprla vrata v praktično neskončne možnosti. Vprašanje ni več, ali lahko zgradimo nove svetove, ampak kakšne svetove bomo izbrali zgraditi. Prihodnost je res v naših rokah.